tej hiši iz 19. stoletja se je 29. marca 1874 rodil slavni Kamničan, slavni Slovenec, general in pesnik Rudolf Maister. Na to nas opozarja tale spominska plošča, ki so jo na hiši odkrili leta 1938. Avtor je Peter Loboda, na dokončno obliko je vplival tudi znameniti Jože Plečnik. O tem nam govori tudi tale razstava. Tale razstava z naslovom Karizmatična trojka Evrope na prelomu iz 19. v 20. stoletje, seveda slavnim tudi Winstonom Churchillom, in pa razstava je v angleškem jeziku, se pravi, je kot namenjena predvsem tujcem, da vstopijo v hišo. Hiša pa seveda ni bila last Maistrovih. Lastnik je bil kamniški trgovec in gostilničar Blaž Svetic in Maistrovi so imeli v njej, kot tudi kar nekaj družin avstro-ogrskih uradnikov, najeto stanovanje. Hiša je bila leta 2013, pritličje v njej je bilo urejeno kot muzej in to pritličje je odkupila kamniška občina od župnijskega urada kamniškega in muzej je postal del medobčinskega muzeja Kamnik. Tako mislim, da bi bilo zdaj najboljše, da kar vstopimo. Tole je stalna razstava o Rudolfu Maistru, ki jo je postavila ob odprtju magistra Zora Torkar, zgodovinarka, direktorica Medobčinskega muzeja Kamnik. In to je zgodba o Rudolfu Maistru, o njegovem življenju, pomembnih odločitvah in pa vplivu na Slovence, ki ga ima pravzaprav še vedno. Razstava je postavljena tako po različnih sklopih, kot vidite, to je družina, potem je njegova pomembna vojaška vloga na Štajerskem, na Koroškem, Maister kot bibliofil, kulturnik in pa spomin, navdih, Maister kot navdih, upodabljali so ga različni umetniki. Pomembno je, da je na razstavi prikazanega ogromno gradiva, fotografij, dokumentov iz različnih ustanov, slovenskih ustanov, muzejev, knjižnic, pa tudi zasebnikov, posebej Maistrove družine. Tukaj na tem mestu je zbranega pravzaprav največ gradiva kot kjerkoli drugje, saj je tako prav, saj to je rojstna hiša. Rudolf Maister je živel v Kamniku zgodnje otroštvo, rečemo, potem se je družina zaradi očetove službe selila v Mengeš, potem v Kranj, Ljubljano in tako naprej. No, in najpomembnejša vloga Maistra seveda je bila na Štajerskem in na Koroškem po prvi svetovni vojni, ko je Avstro-Ogrska leta 1918 razpadla in so nastale nove meje, nove države. Ena od njih je bila tudi država Slovencev, Hrvatov in Srbov. Takrat je meje na Štajerskem rešil v branju nekako pred Avstrijo, mesto Maribor in severno mejo, kot rečemo, Rudolf Maister s svojim pogumom, s svojo drznostjo. Potem na Koroškem pa smo velik del Koroške, čeprav je Rudolf Maister na Koroškem seveda v bojih za Koroško sodeloval, tudi s prostovoljci, s svojimi vojaki, z Maistrovo vojsko, rečemo, vendar smo velik del Koroške na plebiscitu 1920 izgubili. Kot sem že rekla, Rudolf Maister seveda ni bil samo vojak in general, ampak je bil tudi pesnik, bibliofil, ukvarjal se je tudi s slikarstvom, tudi o tem govori ta razstava. O njegovi knjižnici, na to nas nekako opozarjajo simbolično te knjige, na tej polici, knjige iz 19. stoletja. Imel je eno največjih knjižnic zasebnih na začetku 20. stoletja, ohranjena je še danes, skoraj v celoti v mariborski knjižnici univerzitetni.
Potem bil je tudi pesnik, izdal 2 pesniški zbirki, o tem govorita ti 2 pesniški zbirki tam v vitrini. Ukvarjal se je tudi s slikarstvom, tukaj je replika njegovega Bleda, original pa je v Mestnem muzeju in eno ima tudi njegov vnuk Borut Maister. Na tej razstavi je tudi nekaj osebnih predmetov ali pa predmetov, seveda povezanih z Maistrom. Teh se je sicer ohranilo zelo malo. Eden od teh je najdragocenejši predmet v našem muzeju, je seveda tale listina tukaj v vitrini, ki je listina, s katero so šli Kamničani, Frank Ratner, župan Kamnika in pa občinski možje, nekaj občinskih mož, odbornikov, so šli Maistru voščit za 60-letnico, rojstni dan v Mariboru je bil že takrat. Zraven listine je še originalno njegovo pismo, zahvalno pismo, v katerem tudi lepo pozdravlja svoje rojake. In potem poleg tega je zelo dragocen predmet tudi ta okvir, v katerem je diploma, ki jo je Maister prejel leta 1924, ko je postal kamniški častni meščan. Diploma na žalost se je original uničil in okvir pa je izrezlal kamniški rezbar, pozlatar Ivan Klemen. In potem je pomemben predmet še tale stol, ki je zunca pri Rakeku, kjer je imel Maister teto, tja je hodil na počitnice, po tetini smrti pa so to posestvo podedovali in ta stol in ta okvir nam je podaril leta 2019 Maistrov vnuk Borut Maister. Kot vidite, imamo tukaj tudi 2 računalnika, se pravi, razstava je tudi moderna, virtualna, na katerem je na obeh ogromno fotografij in dokumentov. Na tem računalniku so tudi fotografije, pomembne fotografije o Maistrovem pogrebu. Pokopali so ga na Pobrežju v Mariboru in fotografije pričajo o tem, kakšen veličasten pogreb je imel. Leta 1934 je umrl poleti 26. julija in na pogrebu je bilo okrog 25.000 ljudi. O tem pričajo te fotografije. Tako, zdaj pa bi se usmerili naprej. To je veža, krasna veža s poslikavami iz 19. stoletja, restavriranimi, originalnimi, restavriranimi, tipičnimi za Kamnik. In naprej imamo še prostor za otroke, namenjen posebej otrokom in je kot igralnica, v njem je tudi tabla, na katero otroci lahko rišejo, potem je taka posebna mizica kot kviz, kjer otroci spoznavajo zgodbo o Rudolfu Maistru na zanje poseben način. In potem tukaj naprej v tem prostoru za občasne razstave pa smo lani odprli ob 100-letnici plebiscita koroškega, odprli razstavo z naslovom Tam pri Celovcu, Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi. Namreč, kot sem že povedala v zgodbi o stalni razstavi, meje na Štajerskem je rešil Rudolf Maister, pri mejah na Koroškem pa se je zapletlo. Zato je, torej to je bilo vse po prvi svetovni vojni, ko so nastale nove države, nove meje in pri teh mejah je seveda na Koroškem bil velik problem, zato je na mirovni konferenci v Parizu so antantne sile so se odločile, da bo na Koroškem potekal plebiscit, torej da se bodo ljudje sami izrekli
Korošci sami izrekli, kje želijo živeti, v novi nastali Republiki Avstriji ali državi kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. To ozemlje je bilo razdeljeno na cono A in cono B. Cona B je sodila nekako pod avstrijsko upravo in cona A pod jugoslovansko. Politično in vojaško moč je imel Rudolf Maister v coni A, ki je seveda takoj spoznal, da mora Korošce politično združiti, zato je ustanovil že takoj na začetku nadstrankarsko organizacijo Narodni svet za Koroško in skupaj z njim si je prizadeval, da bi Slovence spodbudil, opogumil, v njih zbudil narodno zavest, da bi vendarle glasovali za to, da se združijo z matičnim narodom v kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Ustanavljal je čitalnice, časopise, prirejali so različne kulturne dogodke, potem različne manifestacije, tudi spodbujal organizacijo delovanje različnih gospodarskih organizacij. Kljub samo pa so se Slovenci, je bil plebiscit 1920, 10. oktobra 1920 za Slovence izgubljen. Namreč volivci, 59,1% volivcev je glasovalo za to, da se pridružijo Republiki Avstriji in 40,9% za to, da se pridružijo kraljevini SHS. Predlagam, da kar vstopimo na to razstavo, občasno razstavo z naslovom Tam pri Celovcu, Koroški plebiscit 1920 v literaturi in glasbi, to je bil njen naslov. In sicer zato, ker sem izbrala za razstavo 6 protagonistov. Namreč zanimalo me je, kako je koroški plebiscit takrat in tudi pozneje odmeval v literaturi in glasbi. Izbrala sem 6 protagonistov, tukaj so na panojih, ki so bili pravzaprav zelo različni po svetovnem nazoru, ampak vendarle enaki, edini so si bili v odnosu do svojega naroda, do njegovega jezika, literature, kulture. To so bili dr. Izidor Cankar, Frank Saver Meško, Angela Piskarnik, Lovro Kuhar, Križiho Voranc, Lovro Horvat in Pavle Kernjak. Ko smo odpirali razstavo lani 8. septembra ob 100-letnici plebiscita, lani tukaj zunaj na vrtu med cerkvijo in pa ob Maistrovi hiši, smo ob odprtju igrali tudi igro dr. Izidorja Cankarja, ki jo je napisal takrat malo pred plebiscitom, in so igrali na Koroškem 8. septembra 1920. Prav tako smo mi igrali igro točno čez 100 let, 8. septembra 2020 ob 8. zvečer. Igra je seveda bila o plebiscitu, to je taka enodejanka. Tudi s to so hoteli Korošce nekako spodbuditi in pa opogumiti, da bi vendarle glasovali za matični narod, za združitev z matičnim narodom, kar se pa seveda nažalost ni zgodilo. Torej, takrat je bila to premiera v Kamniku, v Sloveniji pa je bila igra prvič uprizorjena. Mogoče povem vendarle k razstavi še to, da je takrat v okviru plebiscitne propagande na Koroškem sodeloval tudi nekako posvojeni slikar, kamniški posvojeni slikar Maksim Gaspari s svojimi razglednicami, s plakati in risbami. V Maistrovi hiši, na splošno še naj povem, da se poleg razstav, poleg vodenja po teh razstavah se dogaja še marsikaj, tukaj pri nas je zelo živahno. Imamo tudi Maistrove večere, na katerih so predavanja, potem različne predstavitve knjig, tudi pogovori.
Potem so tudi kakšna praznovanja rojstnih dnevov za otroke, imamo lov na zaklad in še marsikaj. Samo še to, ta razstava občasna bo trajala oziroma bo odprta do letošnjega oktobra, tako da lepo vabljeni na ogled.